Vse rastline, pri katerih porabljamo podzemne dele, torej korenike in korenine, nabiramo ponavadi zgodaj spomladi ali pa pozno jeseni, torej takrat, ko so ti podzemni deli najbolj polni hranil. Sicer za terapevtske namene nas ta hranila ne zanimajo, ampak takrat so tudi najbolj polna ponavadi sekundarnih metabolitov, ki jih rastlina uporablja, da zaščiti ta hranila. No in danes vam bom pokazal, tukaj ob meni raste ena rastlina, baldrijan, in kot je vedno pri rastlinah v tako zgodnem stanju, jih je nekoliko težje prepoznati. Baldrijan, kot cveti, je prav jasno prepoznaven, sedaj pa samo po listih, ki je pa nekoliko težje prepoznati, ampak pri baldrijanu je ta sreča, da če nismo povsem prepričani po listih, da je to baldrijan, potem pa vonj teh korenin nedvomno izdata. Značilen vonj, eni to opisujejo kot vonj po lekarni, ker dejansko lekarne, dokler so še imele zdravilne rastline v taki obliki drog, kot posušene rastline na zalogi, je prav baldrijan najbolj izstopal in je dal celemu prostoru vonj. Tako da mogoče bi mogel zdaj reči vonj po stari lekarni. Pa vonj po baldrijanovih kapljicah, če jih slučajno poznate. No, takole se potem tole lahko posuši, tukaj so dosti majhne, da jih niti ni treba še kaj posebej rezati, se kar takele posuši, pa se jih kasneje zdrobi in se jih iz korenin potem pripravi pripravke za pomirjanje. Baldrijan je odlično sredstvo proti psihičnemu stresu in za pomirjanje.